Z veseljem že predstavljam prvi govorki. To sta Urša Šolc in Špela Rozman Dolenc. Preden ju povabim k besedi, še kratka predstavitev. Urša Šolc, ki jo boste tule zagledali čez nekaj trenutkov, deluje kot vodja odnosov z javnostmi in koordinatorka projektov na Geološkem zavodu Slovenije. Eno od področij njenega dela je koordiniranje delovanja EIT Raw Materials RIS središča Adria. To je središče za deležnike s področja mineralnih surovin, ki se z delovanjem osredotoča predvsem na Slovenijo in Hrvaško, v aktivnosti pa vključuje še deležnike z držav jugovzhodne Evrope. Špela Rozman Dolenc pa je zaposlena na ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju kot pomočnica direktorja, vodja projektov in mentorica idejnikom in startupom. Slednjim pomaga skozi strukturiran mentorski proces pridobiti podjetniško znanje, jim nudi nasvete in podporo pri razvoju idej in podjetij ter jih povezuje z drugimi deležniki v startup ekosistemu. Imenitni govorki torej za uvod. Tema: skupnost znanja in inovacij na področju surovin. Predstavili bosta njeno delovanje in priložnosti za podjetja, nosilce idej in inovatorje, ki jih skupnost nudi z namenom zagotavljanja trajnostne konkurenčnosti evropskega sektorja mineralov, kovin in materialov skozi celotno verigo vrednosti. Tako, spoštovani govorki, zdaj sem pa povedala že toliko, da vidim, da že komaj čakata. Izvolite. Se slišimo? Super. Hvala za uvod. Pravzaprav je bilo že napovedano, jaz bom začela, sledila bo kolegica Špela. Pa kar pojdimo. EIT Raw Materials, to besedno zvezo bom uporabljala, oziroma EIT surovine, če poslovenimo, je ena od skupnosti znanja in inovacij, ki jih financira EIT, se pravi Evropski inštitut za inovacije in tehnologije, in je največja in najmočnejša skupnost na področju surovin na svetu. Vizija te skupnosti je, da bo EU postalo območje, kjer bodo surovine predstavljale našo ključno razvojno prednost. Naše poslanstvo pa je, da s podporo inovacijam, izobraževanju in podjetništvu spodbujamo konkurenčnost, rast in privlačnost evropskega surovinskega sektorja, kot že omenjeno, skozi celotno verigo vrednosti. In sicer so ključni trije naslednji vidiki. Zagotavljanje oskrbe s surovinami v celotni industrijski verigi vrednosti, oblikovanje rešitev z inovativnimi materiali, izdelki in procesi, ter zapiranje materialnih zank s preobrazbo iz linearnega v krožno razmišljanje. Naša skupnost vključuje več kot 300 partnerjev iz več kot 22 evropskih držav, se pravi ne samo članice Evropske unije, ampak celotne Evrope, in združuje organizacije s področja znanosti, raziskovanja, izobraževanja in industrije. Se pravi, celotni trikotnik znanja. Glavni sedež naše skupnosti je v Berlinu. Slovenija pa je del inovacijskega središča Vzhod, ki ima sedež v Krakovu, na Poljskem. V Ljubljani oziroma v Zagrebu pa je sedež tako imenovanega RIS središča Adria, katerega aktivnosti vam bom predstavila v nadaljevanju. Omenili sem že, da skupnost podpira inovacije skozi celotno verigo vrednosti surovin in tukaj so predstavljena inovacijska področja, ki pokrivajo vse od raziskav preko rudarstva, predelave, nadomeščanja in recikliranja surovin pa do oblikovanja izdelkov in storitev za krožno gospodarstvo. Naštete vsebine so vključene v različne vrste aktivnosti, ki jih izvaja in financira EIT Raw Materials. Te aktivnosti so sledeče: aktivnosti za povezovanje in sodelovanje, aktivnosti za pospeševanje inovacij in pa tretje, izobraževalne aktivnosti. Te so bile prej naslovljene v okrogli mizi zelo močno. Pa poglejmo. Naše aktivnosti za povezovanje in sodelovanje
tukaj bi želela omeniti največjo letno konferenco, ki jo organizira naša skupnost. To je Raw Materials Summit, ki je bil letos maja v Bruslju in se ga je udeležilo več kot 800 udeležencev iz celotnega sveta. V letošnjem letu pa sledijo še 3 zanimivi strokovni forumi na 3 aktualne teme, in sicer o materialih za vodikove tehnologije in fotovoltaiko v Španiji, potem o materialih za baterije v Nemčiji in pa o odgovorni oskrbi s surovinami konec leta v Pragi. Podporne aktivnosti za pospeševanje inovacij zagotavljajo razvoj, demonstracijo in prenos inovativnih procesov, tehnologij, izdelkov in storitev na trg. Na tem mestu bi se želela ustaviti predvsem pri ključni priložnosti za podjetja, in sicer podjetja ste lahko bodisi prijavitelji ali pa partnerji v tako imenovanih inovacijskih projektih, ki bodisi obsegajo neko integracijo obstoječih ali pa že razvitih tehnologij v neko novo okolje, bodisi sodelovanje med verigami vrednosti ali pa tudi prenos novih tehnologij na trg. Nekaj več o razpisih za financiranje takšnih inovacijskih projektov vam bom predstavila v nadaljevanju. Naslednje področje naših aktivnosti so izobraževalne aktivnosti, in sicer vse v okviru ali pa pod imenom Raw Materials Academy oziroma Akademija. Ključni namen vseh teh aktivnosti pa je vzgajati prihodnje generacije, ki razumejo pomen surovin za razvoj družbe. Okrogla miza, ki smo ji bili prej deležni, je točno to naslavljala. Izobraževalne aktivnosti pa vključujejo tako magistrske in doktorske programe, ki pridobijo tako imenovano EIT oznako. Potem so to vseživljenjska strokovna izobraževanja, prilagojena potrebam industrije, in pa tudi splošna osveščevalna izobraževanja, ki se usmerjajo predvsem na mlade. Tudi tu je možnost vključevanja v različne izobraževalne projekte na osnovi prijave na razpise. Če pogledamo razpise za inovacijske in izobraževalne projekte, EIT Raw Materials organizira oziroma razpisuje takšne razpise 2-krat letno. Razpisi so dvofazni in ključno je, da se na razpise lahko prijavimo vse organizacije, ki smo upravičene do sodelovanja v programu Obzorja Evropa. To je bistveno. Se pravi, ni nujno, da smo že partnerji v takšni skupnosti, ampak so razpisi odprti za vse. Seveda je pa potem, ko je pridobljeno neko financiranje, ko je projekt odobren, pa potem je potrebno se vključiti kot član v partnerstvo. Tematike so zelo različne. Na primer, če omenimo le nekaj primerov, lahko gre za neke disruptivne inovacije v surovinskem sektorju na področju nadomestitve nekih kritičnih ali pa strupenih ali pa nizko zmogljivih materialov, potem razvoj zlitin, potem industrijska simbioza, zelo različne teme in tematski sklopi so tudi navedeni. Naslednji razpis je pričakovati oktobra-novembra letošnjega leta in zadeva je res odprta. Vse nadaljne informacije o aktivnostih, ki sem jih omenila, za njih se lahko obrnete na naše središče Adria, ki je vstopna točka do vseh nadaljnih informacij. Pokrivamo, kot je bilo že omenjeno, deležnike iz Slovenije, Hrvaške in pa nekaterih držav Zahodnega Balkana in delujemo že od leta 2018. Delujemo kot partnerstvo 4 institucij, 2 raziskovalnih iz Slovenije, to sta Geološki zavod Slovenije in Zavod za gradbeništvo, Hrvaška visokošolska ustanova, to je RGNF, se pravi pod Univerzo v Zagrebu, in pa Ljubljanski univerzitetni inkubator. Ključne članice ekipe večina nas nahaja tukaj, saj vse iz Slovenije. Naše glavne aktivnosti, se pravi, nudimo podporo pri vključevanju v skupnost
surovin, se pravi EIT Raw Materials, informiramo o možnostih, priložnostih za sodelovanje, spodbujamo mreženje, zbiramo projektne ideje, prispevamo k njihovemu razvoju in prijavi, nudimo pomoč, pač karkoli potrebujete. Na tem mestu bi vas želela kar povabiti na naš ključni, naš najpomembnejši dogodek za povezovanje in mreženje med deležniki inovacijskega ekosistema, omenjeno v Sloveniji, na Hrvaškem in državah Zahodnega Balkana. To je naš dan inovacij, ki ga letos organiziramo 7. in 8. novembra na Brdu pri Kranju. Ste lepo vabljeni, vse nadaljne informacije so dostopne na naših komunikacijskih kanalih. Na tem mestu bi pa želela omeniti še eno priložnost za podjetja, in sicer vaše vključevanje v program pripravništva za študente s področja surovin. Iz vseh modro obarvenih držav, področje, ki ga pokrivamo, je precej veliko in tukaj imate podjetja priložnost vključiti v svoje delo, projekte, inovacije, študente z vseh teh držav. Več informacij pa na voljo tudi na spletni strani programa. Toliko na kratko, za vse nadaljne informacije smo dosegljivi. Zdaj bi pa predala besedo kolegici Špeli iz Luja, ki vam bo pa podrobneje osvetlila naše aktivnosti za podporo podjetništvu. Super, hvala Urša. Lepo pozdravljeni. LUJ oziroma Ljubljanski univerzitetni inkubator je bil že skoraj 2 desetletja nazaj ustanovljen s strani Univerze v Ljubljani z namenom spodbujanja podjetništva in pomoči pri razvoju podjetij študentom, raziskovalcev. Kasneje tudi seveda smo bili za pomoč pri komercializaciji raziskovalnih projektov. Delujemo pa širše od tega tudi. Smo vključeni v več različnih projektov, mi jim pravimo malo horizontale, ker recimo bom zdaj predstavila, evo se lahko začnemo, predstavlja pač ta surovinski sektor, kjer mi pripenjamo pač različne aktivnosti, ki jih skozi projekte lahko ponujamo, tako podjetnikom kot seveda tudi korporacijam in zunanjim industrijskim partnerjem. Tako da mislim, da smo kar pomemben člen v startup slovenskem in tudi regijskem startup ekosistemu. V EIT Raw Materials RIS Hubu Adria smo pač tisti partner, ki poskrbimo, da podjetno usmerjeni raziskovalci oziroma študentje dobijo pravo podporo za razvoj njihove ideje in pač za povezovanje z deležniki ostalimi. Mi nudimo v osnovi podporo, kot so mentorstvo, neko celostno vsebinsko podporo s pomočjo projektov, katerih del smo včasih lahko tudi finančno podporo, dostop do investitorjev, kar je pač v startup svetu kar zelo pomembno, in pa tudi dostop do industrijskih partnerjev. In tle, glede na to, da se pogovarjamo s kar veliko industrijskimi velesilami v Sloveniji, jaz mislim, da pač lahko tudi za vas najdemo kaj primernega, vkolikor pač so inovacije vaše gonilo za razvoj in bi vas zanimali recimo dostop do startupov in scale-upov, ki se nahajajo v našem ekosistemu. Zdaj, tle je recimo primer poti enega startupa, razvoja startupa, ki izhaja iz tehnologije ali pa iz se pravi naprednih tehnologij oziroma iz neke raziskovalskega izuma, iz nekih raziskovalnih projektov. Recimo tak primer je bil tudi, če ste slišali, pred kratkim je bil startup leta Recatalyst, to je spin-out podjetje Kemijskega inštituta. Oni so leta 2019, so najprej zmagali rektorjevo nagrado znotraj Univerze v Ljubljani, potem so pa prišli k nam v predinkubacijo in šli na EIT Jumpstarter. Tam so se pač tekom tega programa izobraževali, na koncu tudi zmagali v tej kategoriji. Istega leta je bil tudi tamle so bili zmagovalci tudi R Group One iz fakultete za strojništvo in ta EIT Jumpstarter je zelo dober štart za idejnike oziroma za potencialne podjetnike, ki že imajo neko ekipo. Na LUJ-u smo pa v zadnjih letih razvili Labs to Market, to je pa v bistvu, ko najdemo raziskovalne projekte, ki so komercialno lahko potencialno zanimivi in jim pripeljemo podjetnike, izkušene podjetnike, ker pač verjamemo, da je multidisciplinarna in pa seveda kompetentna ekipa ključna za uspeh startupa in sploh za prodor na trge.
Recatalyst je potem šel tudi v EIT Raw Materials Accelerator. To je prav tako s pomočjo mentorstva in dostopa do partnerskih organizacij, program, kjer pač pomaga, da hitrejše prodrejo na trg. Trenutno zaključujejo 3. fazo, potem znotraj EIT-ja je še mehanizem Booster, ki je pa namenjen večkrat bolj zrelim podjetjem. Prav tako je pa namenjen, imajo tudi finančni vložek do 200.000 evrov, ampak predvsem pa dostop do mreže partnerjev, kjer pa lahko postanete tudi vi kot velika podjetja, ki bi vas na področju surovin zanimale inovacije, da postanete partnerji EIT Raw Materialsa. In s tem seveda dobite dostop do najbolj probojnih inovacij v Evropi na tem področju. Potem pa še ena zanimiva zadeva. V letošnjem letu smo postali eden izmed partnerjev Deep Tech Alliance. To je združenje najboljših evropskih podpornikov za prebojno tehnološka podjetja. Cilj tega alliance, tega združenja je, da se startupom in scale-upom omogoči dostop do specializiranih programov, do industrijskih partnerjev in do investitorjev z namenom, da se pač čim hitreje prodrejo na globalne trge. Seveda ponovno apel do vas, tudi tukaj priložnost, da postanete partner Deep Tech Alliance, med drugimi zelo zvenečimi imeni, in imate potem tudi dostop tukaj pa ni samo surovinski, to je pa pač vse prebojne tehnologije. S tem, da bomo jeseni imeli Industry 4.0, kjer se bo pa namensko pač iskalo in partnerje industrijske in seveda startupe in scale-upe. Tako, midve s Ksenijo, kolegica Ksenija je danes z mano, tudi tlele midve bova še večji del dneva tukaj z vami, tako da okolikor vidite, da lahko najdemo kakšno skupno besedo. Jaz še zmeraj mislim, da je Luj tlele nek most, prvič med akademskim svetom in podjetništvom, po drugi strani pa med malimi startupi in pa industrijo. Poiščite naju, z veseljem bova še delili dodatne informacije. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa obema za zelo zgoščeno, zanimivo predstavitev. Morda še eno vprašanje za vas, Urša. Prej smo videli ta zemljevid s partnerji, več kot 300 je vseh skupaj. Koliko je pa aktivnih partnerjev prav v Sloveniji? Hvala za vprašanje. 2015 leta, ko smo se vključili v partnersko mrežo, smo dva slovenska partnerja iz Slovenije, se pravi ZAK in GeoZS. Leta 2023 15 partnerjev iz Slovenije, vključeni v različne projekte in v različnih fazah partnerstva, bomo rekli, ali pa vlogah. Kot glavni partnerji, to smo tisti partnerji ali pa so tisti partnerji, ki lahko dostopajo do, bom rekla, neomejenih finančnih sredstev na letni ravni, plačujejo malo večjo članarino, to je 100.000 evrov. Potem je druga stopnja partnerstva, smo pridruženi partnerji, letni budžet do 300.000 evrov za 30.000 evrov članarine, potem projektni partnerji do 100.000 evrov letnega financiranja za 10.000 evrov članarine, iz Slovenije, Hrvaške in pa še nekaj držav, ki smo upravičene do sredstev regionalnega inovacijskega sklada, ta RIS, ta kratica Regional Innovation Scheme, smo pa lahko še vključeni v eni posebni kategoriji task partnerjev, ki pa ne plačujejo članarine, so pa seveda pač, bom rekla, vključeni v neke projekte, da izvedejo neko določeno aktivnost, je pa v bistvu prosto plačila članarine. Tako nekako funkcionira naša skupnost. Vsaka skupnost EIT-jeva ima pa malo drugačna pravila. To so pač naša. No? Ampak to je bil zanimiv pogled. Tako. Raste udeležba in aktivnost slovenskih partnerjev. Definitivno. Kar nas seveda veseli. Hvala lepa. 7. 8. november smo si pa tudi že pribeležili. Najlepša hvala torej.